Ste že kdaj bili v situaciji, da ste se pogajali za boljše plačilo glede dela, ki ste ga opravili? Zato je ključnega pomena osnova, ki jo imate, da se lahko pogajate. Kaj je torej razlog, da ste se pogajali za višjo plačo? Ali to pomeni, da ste ustvarili nečesa več, da ste presegli plan, ali da ste načrtovali manj za to, da bi to presegli, kakorkoli, ampak poanta mora biti vedno konkretna. To pomeni, koliko ste nečesa ustvarili, kakšne rezultate torej ste ustvarili, zato da imate osnovo za povišanje plače. To je včasih nekoliko manj razumljivo, predvsem v salonih, zaradi tega, ker bi včasih ljudje želeli pridobiti več za isto ali pa celo več za manj. Zakaj? Zato, ker so osredotočeni na delo, na porabo časa, manj pa na učinkovitost tega časa. Povedano drugače, pomembno je, koliko se nečesa ustvari in ne koliko se dela. No, jaz sem se tudi s svojim direktorjem včasih tako pogajal in vam povem, ko sem začel delati v podjetju, v katerem sem se kasneje zaposlil, so mi dejali nekako takole: če boš hotel delati pri nas, bo treba kar nekaj ustvariti. Sem rekel, ja, ni problem. Sem rekel, vi povejte koliko in bomo videli, kaj lahko naredimo. Ja, naš plan zate je takšen pa takšen. Sem rekel, ok. Koliko pa imajo moji sodelavci, kakšen je plan mojih sodelavcev? Ja, oni pa imajo 5-krat manj. Zakaj pa oni 5-krat manj? Zakaj moram jaz 5-krat več narediti oziroma več prodati? Ja, ti poznaš stvari, poznaš okolje, poznaš ljudi in tako naprej. Sem rekel, ok, ampak vseeno, se vam ne zdi, da je to malo preveč razlike v tem? So rekli, ne, tako je, tako smo se dogovorili, sprejmeš ali ne sprejmeš. Sem rekel, sprejmem, ampak pod enim pogojem. Če mi poveste, kaj dobim, če presežem za 1 evro vse to, kar ste vi sedaj povedali, glede mojega plana. No, seveda lastnik se je zasmejal, pa je rekel, če ti to dosežeš, jaz iz svojega žepa, vsakokrat, ko boš to presegel, pravzaprav te bom jaz osebno nagradil. No, vsak mesec je ta nagrada seveda padla, vendar zakaj je padla? Zaradi tega, ker sem bil trdno prepričan, da jim bom dokazal, da se da narediti še več od tistega, kar si nekdo postavi. Pravzaprav v tem primeru sem bil sam tak, da sem si postavil nekaj za cilj in sem to tudi dosegel in presegel. Vendar potrebno je biti pri tem zelo vztrajen in če si dobro zastavite delo, če si dobro ustvarite načrt, ki ga boste pri vašem delu izkoristili z namenom za to, da boste doprinesli ne samo sebi, temveč tudi podjetju, posledično prinesete seveda najprej podjetju, potem sebi. Ampak s tem ste dokazali sebi in drugim, da ste dejansko kredibilni za to, kar počnete. In to je pomembno pri tem. Zato tudi v salonih, koliko je le mogoče, ustvarite si dobro osnovo, predno greste do vodja salona in želite od njega, da vam poviša plačo. Imejte konkretne argumente za to. Konkretno povejte v številkah, koliko ste nečesa ustvarili več, zato želite tudi pridobiti nekaj več. Ne pa koliko ste porabili časa, koliko ste porabili energije, koliko časa ste delali, bomo rekli, prekomerno in tako naprej. Vse to mora biti vidno izključno in zgolj v številkah. Če tega ni, potem nimamo prave osnove. Vse dobro vam želim.